En lep dober večer vam želim. Moje ime je Lili in prispeli smo do zadnjega meseca v temu letu. Torej, prihaja december, v leto, ki nas je guncalo sem in tja. Dolgčas nam res ni bilo, marsikaj se je zgodilo, za kar bi še 2 leti nazaj prisegali, da je nemogoče. Torej, moje prvo vprašanje vam je, kako ste kaj? Kako se kaj počutite, kako se kaj soočate z izzivi, ki so pred nami, za nami, z vsem tem, kar naj bi se obetalo v naslednjem letu, ki tudi bo zelo intenzivno. Dajmo tale december uporabiti ne tako zelo kot samo veseli december, ampak tudi kot en mesec, v katerem bomo zaključevali stvari in predvsem mesec, v katerem se mi odločamo, kaj je tisto, kar za sebe želimo. Namreč, decembra bo na nas vplivalo število 8. Število 8 povezujemo z manifestiranjem, povezujemo z odličnostjo, povezujemo z zelo močno energijo. Torej, zavedati se je treba, da v tem trenutku svet prežemajo predvsem energije strahu. Omejitev, bom rekla, tudi ustrahovanja, tudi prisile. Torej, velika večina energij, ki se prepletajo med seboj na globalni ravni, niso ravno najbolj prijetne, niso ravno najbolj ljubeče, bi jih zelo težko označili kot za energije svetlobe, za energije miru, za energije ljubezni. Ampak vi ste svet zase. Vi ste kot vsak posameznik delček velikega mozaika tega sveta. In nikoli ne pozabimo, da smo dragocen delček večje zgodbe. Tako kot ti mehurčki za menoj tvorijo neko zgodbo, tvorijo neko celoto, tako tudi vi. Torej, naj bo december čas, v katerem se pa vi vprašajte, kako ste vi lahko sprememba, ki jo želite videti v svetu. Če tudi to pomeni le, da bomo pri sebi določene navade spremenili, določene načine razmišljanja spremenili, predvsem pa določene načine odzivanja na takšne in drugačne novice, pritiske, dogodke in tako naprej, katerih smo deležni. Torej, kako lahko pri sebi umirjamo energijo. Če pogledamo za leto nazaj, česa smo se naučili? Kaj nam je prineslo, kakšne nauke, kakšne izzive, kakšne blagoslove, kaj se nam je pa lepega zgodilo letos. Dajmo si zdaj vzeti malček časa za to, da se ne bomo samo pritoževali ali ne bomo samo črnogledo gledali v prihodnost, ampak poglejmo nazaj. Naštejte 3 stvari, ki so bile resnično čudovite v letošnjem letu, za katere ste hvaležni, katere so vas izpolnile. In na to se potrudimo najti 3 stvari, ki so bile na prvo žogo zelo negativne, zelo slabe, so nas morda celo prizadele, ampak če pogledamo dolgoročno, so nam vseeno prinesli nekaj pozitivnega, nek nauk, neko učenje, vsaj to. Vsaka lekcija, vsaka šola nekaj stane, pravijo, in velikokrat v življenju dejansko je tako. Ni pa nujno. Absolutno lažje rastemo in se razvijamo v ljubezni, v miru, v varnem okolju, kar se morda v letošnjem letu niti ni zdelo sploh možno. Stopamo v mojstrsko leto, energija števila 22 je zelo, zelo močna, zelo intenzivna, sam seštevek je 6, to simbolizira ljubezen do sebe. Torej, stopamo v leto, ki nam podobno ne bo prizanesljivo, bo pa zelo drugačno od letošnjega. Torej, naj bo december čas, v katerem mi sami pri sebi naredimo nek inventurni popis vsega tistega, kar je bilo za nas dobro, vsega učenja in vsega tistega, česar si še želimo. Torej, absolutno je celoten december čas, v katerem si postavljamo nove cilje, pričnimo pa s hvaležnostjo, kar je včasih težko. V časih, v katerih ne vemo, kaj vse nas še čaka jutri, katere vse zahteve bodo še postavljene pred nas in tako naprej, je včasih zelo težko si nečesa želeti. Kajti, če primerjamo življenje, kot je bilo 2-3 leta nazaj, drugačne cilje smo si takrat postavljali in si nismo predstavljali, kako zelo nas bo leto 2020 vrglo in kako zelo nas bo letošnje leto premetavalo. Torej, če gledam samo lastne napovedi zadnjih 3 let nazaj, mi je zelo jasno, v kako zelo intenzivnih energijah smo bili. Nisem pa pristaš tega, da bi zdaj tukaj reklamirala neke škandalozne naslovnice in napovedovala neke prelomnice in tako naprej. Kajti na koncu dneva smo mi tisti, ki se odločamo, ali nas bo nekaj tako zelo vrglo, da nas bo čist razmetalo, kar včasih tudi ni slabo. A veste, ko nekaj razpade, takrat šele lahko izbiramo, kaj je tisto, kar bomo povzeli za sebe. Torej, ko nekaj razpade, ko mi razpademo na delčke, je seveda hudo, je seveda boleče, je seveda težko, ampak nam da priložnost, da ko se okrepimo, ko se zdravimo, ko se pobiramo,
da sami izberemo, kaj bomo znova vzeli. Podobno je tudi z garderobno omaro. Ko vse zmečemo ven, pa pregledamo, potem izberemo, kaj bomo še nosili, kaj bomo morda pospravili, kaj bomo darovali naprej. Letošnje leto in ta celoten cikel, v katerem smo kot človeštvo, nam je postregal ravno s tem. Z vsemi unimi kotički garderobne omare, če lahko ostanem pri tem primeru, na katere smo pozabili, no vse tiste razcapane cunje, za katere bi morda raje se delali, da jih ni. Torej, če govorimo na globalnem nivoju, veliko je strahu, veliko je opresije, veliko je pohlepa, veliko je še vedno slabega, saj ni nič narobe s to besedo v svetu. Mi pa smo del tega sveta. Torej, decembra nas čakajo dogodki, ki nas bodo ravno na to opozorili. Torej, dogodki, ki nam bodo vedno znova želeli povedati, poslušaj, človeček, pomemben si, pomemben del celotnega cikla, celotnega sveta si. Torej, če se zdaj postavimo v vlogo nekoga, ki je dragocen, v vlogo nekoga, ki dejansko morda odloča o usodi sveta, kako bi se odločili? Kaj bi izbrali? Kako bi ravnali? Kako bi ravnali, če bi ta trenutek verjeli, da je vse možno, ne samo za vas, ampak za cel svet? Se pravi, da ni možen samo vaš uspeh, ampak uspeh vseh nas. Kakšna bi bila vaša energija? Kakšni bi bili zdaj vaši občutki? Ponedeljek zvečer, ko se ponavadi umirimo in študiramo, kaj vse je še treba narediti ta teden in kako se je začel in tako naprej, nismo ravno nagnjeni globokim mislim, ampak vseeno naj vas spodbudim ravno k temu razmišljanju. Česa smo se naučili in kako lahko to uporabimo v prihodnosti? Se pravi, kako smo lahko čim bolj pozitivni in predvsem konstruktivni pri tem, kar počnemo. Torej, v tej oddaji se še ne bomo posvečali letu 2022, v vseh naslednjih oddajah v decembru pa pregledali bomo izzive, ki jih prinaša to leto, posvetili se bomo ciljem in kako jih postaviti za naslednje leto, povedali bomo, kaj sploh naslednje leto prinaša. Pridružil se nam bo tudi Jakob z vašimi vprašanji. Torej, če imate vprašanje, če imate predlog, kot vedno vabljeni, da mi pišete na ls@lili-sorom.com. Sami sebi pa zapišite še danes 3 cilje, 3 želje, 3 namene, katere želite še decembra uresničiti. Torej, kaj je tisto, kar želite še decembra doseči za sebe, za svoje dobro in za dobro človeštva? Stopamo v obdobje, ki bo zelo pomembno za celoten svet, zaradi tega tudi tako zelo široko govorim, zato mogoče tudi abstraktno na vsake toliko časa zvenim, ampak ste del sveta. Ne glede na to, ali smo tukaj, ali smo na drugem koncu sveta, smo nad vodo, pod vodo, vsi smo del te naše zemljice in energija zemlje bo v naslednjem letu zelo pomembna. Energija leta, ki prihaja, pa se sproži oktobra, torej mi že občutimo tudi to potrebo po varnosti, potrebo po več stabilnosti, potrebo po tem, da se neke stvari vendarle vrnejo k zdravi, stari, dobri kmečki pameti, za katero se zdi, da nas je nekoliko zapustila v zadnjem času. Po drugi strani smo omenjali tudi lekcije ljubezni do sebe, torej kako boste izbrali stvari, da bodo za vas dobre, zdrave in odgovorne, tako za vas kot za druge. Se pravi, december, ker na nas vpliva število 8, nas obliva z energijo, ki nam pomaga pri manifestiranju. Ne se bati. Zakaj tako zlahka si prekličemo tisto, česar se bojimo? Ker to dojemamo kot realno, ker to dojemamo kot resnico. Saj se ne bojimo nečesa, za kar menimo, da se nam ne more zgoditi. Ja, vsaj obstajajo neracionalni strahovi in vemo, da nas pajk ne bo pojedel. Ampak po drugi strani obstajajo hudo strupeni pajki tudi. Lahko se bojimo vesoljcev, velika verjetnost je sicer, da nas ne bodo ugrabili, ampak ni dvakrat za reči, da določeni niso bili deležni te usode. In tako naprej, in tako naprej. Saj lahko pretiravamo v katerikoli smeri in se prepuščamo domišljiji, kaj vse se lahko zgodi. Ampak temu verjamemo. Bojimo se tistega, za kar menimo, da je res. Ko pa si nečesa želimo, pa nismo prepričani, da je to res. Če si jaz želim v tem trenutku kavice, vem, da kavica obstaja, ni pa nujno, da vem, da bo zdaj le mene kavica pričakala. Pa gre za kavico. Kaj šele nekaj bolj pomembnega, kaj šele nekaj bolj kompleksnega, kot je srečen partnerski odnos, kot je topel srečen dom, kot je reden prihodek, ki bo zadovoljil vse potrebe, ki jih imamo, kot je bolj umirjena prihodnost, kot imamo trenutno situacijo in trenutne razmere. Torej, marsikaj v tem trenutku morda niti več po zadnjih 2 letih ne dojemamo kot neko realnost, kot neko možnost. In morda je decembra čas, da se odločimo vsak pri sebi.
da nas še veliko lepega čaka in da se bomo temu odprli, ne glede na okoliščine, v katerih smo. Kajti pravzaprav tudi na tak način nas včasih življenje preizkuša. Postavi nas v okoliščine, ki so za nas zelo težke, postavi nas v okoliščine, v katerih se zdi, da so srečni izidi nemogoči. In velikokrat, kaj ne, dokažemo v življenju, da se je zmotilo, da zmoremo, da nas lahko sreča čaka tam, kjer je ne pričakujemo. In še ena stvar se bo pokazala decembra, tudi povezana s strahom. Velikokrat se bojimo nečesa, kar pravzaprav ni res. Torej, ko vas bodo morda v tem mesecu preplavili določeni občutki, ki bodo zelo močni, zelo intenzivni, se vprašajte, kaj pa, če to sploh ni res? Kaj pa, če ni ne? Kaj pa, če ste vi tisti, ki ste se v nekem trenutku odločili, da si nečesa ne zaslužite? Ali da nekaj za vas ne obstaja? Ali da nekaj ni temu tako zelo dobro, kot si vi zdite? Kaj, če bi si premislili? Kaj, če bi dopustili možnost, da se motite? In da morda to, kar menite, da je za vas nemogoče ali nedosegljivo, pravzaprav ni res? Ker vsi se kdaj motimo in vsi kdaj sami sebi mečemo polena pred noge. In to bo decembra zelo, zelo jasno. Decembra se bo zelo, zelo pokazalo, kje v življenju sami sebe sabotiramo, kje ne zaupamo v sebe, kje nismo sami do sebe ljubeči in nas bo tako ta energija nežno ponesla potem v leto 2022, ki pa nas bo želelo usmerjati vse bolj proti tistim mirnim vodam zdrave, dobre ljubezni do sebe. No, zdaj pa poglejmo še, kaj vam prinaša december, zato vas vabim, da kar seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre. Formulo imate tudi zdajle na zaslonu. Toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same številke, to je vaše število življenjske poti. Opisuje, kam vas bo življenje poneslo, kaj so vaši darovi, kaj so vaši talenti, ampak o tem kdaj drugič. Mi pa si zdaj poglejmo, kaj čaka enke. Drage enke, decembra bodite odločne, decembra bodite prodorne, decembra bodite vse to, kar veste, se pravi pionirji na tistem področju, ki vas osrečuje. Zavedajte se, da s tem svojim zagonom, s to svojo energijo, ki je včasih zelo intenzivna, tudi impulzivna, za okolico morda na trenutke premočna, odvisno od tega, kakšne ljudi imate okoli sebe, zavedajte se torej, kako zelo je ta energija pomembna. Kajti s to svojo prodorno energijo, ko greste včasih tudi z glavo skozi zid, dajmo si to priznati, prebujate ljudi okoli sebe, spodbujate ljudi okoli sebe. Torej, če se morda zdi, da ste utrujeni ali pa da več ne vidite smisla v določenih poteh, v določenih projektih, v določenih željah, ki ste jih občutili še nedavno tega, pa je morda zdaj čas za nove želje, nove projekte, nove poti, ampak na bolj umirjen način. Torej, ne z glavo skozi zid, ampak poiščite vrata, ki vas peljejo v tisto, česar si vi želite. Število življenjske poti 2. Pred vami je čas, ko bi vam lahko nekdo svetoval ali pomagal, morda resnično le z zgledom ali z navdihom. Ni nujno, da vas bo nekdo kar prijel in odnesel tja, kamor si vi želite. Predvidevati pa je, da boste to, česar si želite, dosegli na drugačen način, kot ste si vi predstavljali. Torej, kako lahko svoj pristop spremenite, kako lahko sebe spremenite, kako lahko svoje okolje spremenite na način, da se bodo stvari, katerih si vi želite, pričele uresničevati. Torej, zdaj ni čas, da bi postavljali druge na prvo mesto, zdaj ni čas, da bi druge razumeli, da bi druge upoštevali. Seveda, da ja, ampak ne bolj kot sebe. Velika lekcija naslednjega leta za vas bo upoštevanje samih sebe in ta energija se čuti že sedaj. Se pravi, postavite sebe na enakovredno mesto z drugimi. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas, ko se bodo utrnile zelo zanimive zamisli, ideje, tudi navdihi, ko boste malo bolj igrivi, malo bolj sproščeni, malo bolj odprti sami sebi. Uporabite to energijo za vse tiste želje iz otroštva, na katere ste pa že pozabili. Na vse tiste želje, ki so vas izpolnjevale, ki so vam dajale moč v težkih trenutkih, ko vam mogoče kot otročku nekaj ni bilo prav. Lahko se pojavi občutek, da vam nekaj ni prav tudi decembra in ta občutek vas želi opozoriti na to, da ste na nekaj znotraj sebe, na nek delček notranjega otroka preprosto pozabili ali pa mu niste namenili dovolj časa. Torej, decembra se dajte pogovoriti s tistim majhnim dečkom ali deklico, ki je v vas notri in ki se veseli Dedka Mraza in verjame, da bo Dedek Mraz ali Božiček prinesel tisto, česar si želi. Kajti ta Dedek Mraz oziroma ta Božiček ste pravzaprav vi. Število življenjske poti 4. Pred vami je malo bolj umirjen čas,
Ko pa se dajte ozreti na svoje zelo te fundamentalne navade, se pravi, kaj počnete v sklopu zdravja, kakšna je vaša prehrana, koliko počivate, kako se razbremenjujete, kaj počnete v smislu razbremenjevanja uma. Mi že lahko počivamo, fizično smo lahko pri miru, ampak če mi študiramo in tuhtamo, kaj vse je narobe in kaj vse lahko narobe še gre in kaj vse je narobe že šlo in se utapljamo dobesedno v tem strahu, naš ne počiva. Torej, kako lahko razbremenite svoj miselni proces in spremenite svoje miselne vzorce na način, da bo bolj pozitiven in s tem pravzaprav prikličete več miru v svoje življenje, več umirjenosti in s tem morda tudi ne boste potrebovali več toliko počitka ali toliko izklopa iz vsakodnevnega hrupa in vseh teh impulzov, ki na vas pritiskajo. Torej, decembra je za vas obdobje, ko se vrnite k sebi, ko se umirite in ko enostavno se potrudite izklopiti svoje misli. Tiste slabe. Število življenjske poti 5. Pred vami je čas, ko bo malo bolj dinamična energija okoli vas, zato bi se lahko pojavila potreba ne tako zelo po varnosti in umirjenosti, ampak po pripadnosti in obenem po svobodi. Se pravi, tudi mogoče po več svobodi znotraj odnosov, katerih del ste, znotraj navad, znotraj vseh tistih nalog, obveznosti, službe, česarkoli, za kar imate občutek, da pritiska na vas. Se pravi, za vas bo tale zadnji mesec še posebej intenziven v smislu, da si boste želeli razpreti krila, morda poleteti drugam, na tak ali drugačen način spremeniti svoj vsakdan. Vemo, da lahko spremenimo samo sebe, torej, drage petke, spremenite se, spremenite svoje okolje in izkoristite energijo decembra, ki vas pri tem zelo podpira. V naslednjem letu bodo energije mnogo bolj čustvene, mogoče tudi malo bolj omejujoče in čustveno intenzivne. Torej, tisti zadnji, bom rekla, val svežega zraka se vam obeta ravno zdajle decembra. Število življenjske poti 6. No, naslednje leto bo za vas še kako zelo pomembno. Za vami je kar nekaj čustveno napornih let, torej jaz verjamem, da ko govorimo o zdravi ljubezni do sebe, da ste se že veliko naučili, da ste veliko presegli, da ste se naučili sebe postaviti tako nekovredno kot tudi na prvo mesto in decembra bo življenje to malo preizkušalo. Torej, ali boste vi sami sebi dedek Mraz, ali boste vi sami sebi pričarali čudovite božične praznike, ne glede na to, kaj se bo dogajalo okoli vas. Torej, preizkušnja, ki vas čaka v decembru, je, ali boste ne glede na to, kar se dogaja v vaši okolici, bili zvesti sebi in bili do sebe potrpežljivi. To je tak velik izziv, ki se vas nekako drži kar celo življenje, ampak zdajle decembra je pa velika verjetnost, da če boste uspešni v tem izzivu, da vas bo življenje presenetilo z nečim naravnost čarobnim. Število življenjske poti 7. Nekoliko bolj resnoben december se vam obeta, ampak po drugi strani tudi osvobojujoč. Ko smo prej omenjali pri številu 4 osvoboditev naših miselnih vzorcev, razbremenitev tega miselnega procesa, ki nam včasih malo nagaja, je to nekaj, kar je za vas poznano, a ne? 7, ker rade analizirate, rade se učite, rade se včasih obesite, po domače povedano, naravno tisto podrobnost, ki ni najbolj ključna. Decembra pa je energija tista, ki vas bo nekako usmerjala. Se pravi, kam vas vleče, po domače povedano, kam nekako v življenje kliče. Kaj je tisto, kar znotraj vas se prebuja in vse bolj krepi? Kaj je tisto sporočilo, ki ga zaznavate preko svojih misli, preko svojih občutkov in predvsem preko energije, ki vas obdaja? Kaj vam želi življenje preprosto sporočiti? Temu klicu dajte slediti decembra. Število življenjske poti 8. Pred vami je čas, v katerem bi vam lahko šlo vse kot po maslu. Resnično je pred vami zelo intenziven mesec, mesec, v katerem se lahko uresničijo vaše zelo velike sanje, zelo velike cilji, ko dejansko manifestirate takole. Zato bodite previdni, česa si želite in še bolj, česa se bojite. Kot smo rekli, to, česar se bojimo, dojemamo kot realnost, kot resnico, zato to toliko hitreje prikličemo. Za vas je to zelo, zelo pomembno v tem mesecu. Bodite pogumni, bodite prodorni, družite se z ljudmi, ki so podobnega mišljenja, ki so morda podobno energijsko nabiti, kajti s tem vam bodo pomagali preseči vse tiste morebitne strahove ali pa občutke pomanjkanja ali nizke lastne vrednosti, ki vas v tem trenutku omejujejo. Torej, december je za vas prav poseben mesec, naj vam ne uidejo ti dnevi. In še število življenjske poti 9. Pred vami je čas, v katerem bi se lahko še ena priložnost iz preteklosti znova ponovila. Tokrat vam prinaša nekaj lepega. To lahko pomeni, da boste preplavljeni s spomini in boste ugotovili, kako zelo ste se imeli nekoč lepo.
To lahko pomeni, da se bo dejansko pojavila oseba iz preteklosti ali še ena priložnost, morda na poslovnem področju, ampak nekaj iz preteklosti prinaša ponovno nekaj lepega. Velikokrat, ko govorimo o energiji 9, govorimo o tem, da je potrebno znati prepoznati, ali je nekaj vredno, da mogoče malo tako rečem, še ene priložnosti ali ne. Torej, decembra, karkoli prihaja iz preteklosti, je skoraj 100% dobrega. Torej, ne zapirati vrata preveč na hitro in preveč na silo v tem času. Torej, je bil pregled od 1 do 9, no pa se še malo pogovorimo o decembru. December je mesec, v katerem se vsi odločamo, kaj je tisto, kar je za nas pomembno. Seveda, včasih se to spremeni. Ko smo otrok, so nam čisto druge stvari pomembne, kot denimo, ko smo najstnik, pa ko smo stari 30, pa ko smo stari 60. Če pogledamo zadnjih nekaj let, če se vrnemo v leto 2011, ko se je v bistvu ta močen cikel pomembnih človeških let, oziroma pomembnih let za človeštvo pričel, kaj vam je bilo takrat pomembno? Če ste se si 2011 želeli? Kje ste sebe videli, ko ste bili v letu 2011? Če bi vas nekdo vprašal, kje se vidiš čez 10 let? Ali ste tu? Kje ste zdaj? Kakšen človek ste bili 10 let nazaj? In kakšen človek si želite biti čez 10 let? In jaz verjamem, da se zdaj marsikdo misli, joj, Lili, pa se poglej, kakšen svet je okrog nas, se gre vse v maloro, se je vse tako čuden, vse so taki res čudni časi, vse sploh ne vemo, kaj bo. To je vse res. Ampak se tudi 10 let nazaj nismo vedeli, kaj vse bo, če smo iskreni. Če pogledamo leto 2001, če pogledamo leto 1901, saj nismo vedeli, kam življenje gre. Zelo pomembno pa je, da vemo, kakšna so naša načela, katere so naše prioritete, kaj zajema naš koncept dostojanstva, kaj zajema naš koncept integritete. Kdo ste vi, ko vse olupimo z vas dol? Se pravi, vse dosežke, tudi vsa razočaranja, tudi vse strahove, tudi vse boleče izgube, tudi najlepše trenutke. Kdo v svoji esenci pravzaprav ste vi? In jaz mislim, da dogodki zadnjih 3 let, tisti najbolj pretresljivi dogodki, tiste najbolj močne energije, katerih del smo, so nam pravzaprav pokazali ravno to. Kdo smo mi v naši lastni esenci? Seveda, če mi sedimo na plaži, srkamo koktejl in se sončamo in uživamo, poslušamo glasbo, plavamo, si privoščimo masažo, ne bomo prišli do esence sebe. Seveda, zato potrebujemo določene pritiske, zato potrebujemo določene okoliščine, ki niso prijetne. Zato bi današnjo oddajo zaključila vseeno s hvaležnostjo za letošnje leto, čeprav za marsikoga ni bilo lahko. Čeprav za marsikoga, za večino sveta zadnje 3 leta niso bila prijetna. Vseeno pa so razkrile našo lastno temo, vseeno so razkrile, kje kot človeštvo še nismo zreli, še ne znamo. In če zdaj pogledamo sebe in človeštvo kot 3 leta starega otroka. 3 leta starega otroka razumemo. Vemo, da še ne zna. Predvidevamo, da je čustveno nezrel. Se zavedamo, kako zelo pomembno je pogovoriti se s 3 leta starim otrokom na njegov način, da nas bo razumel. Se pravi, s 3 leta starim otrokom se ne bomo pogovarjali z nekimi učenimi latinskimi izrazi v strokovnem jeziku, je tako. Ampak se bomo spustili na njegov nivo. Torej, če vsak pri sebi v teh zadnjih 3 letih iskreno pogledamo vase in v svoje lastne občutke, kje kdaj smo bili nezreli, smo bili neodgovorni, smo bili ne najbolj fajn oseba. In če se zdaj spustimo v lastnem dvogovoru, v našem notranjem pogovoru, na nivo 3 leta starega otroka, ki pač še ne zna, in se na ta način pogovorimo sami s seboj, ali pa poiščemo nekoga, ki nam bo pomagal na podobno razumevajoč in ljubeč način razumeti tiste naše mehanizme, ki absolutno izvirajo iz otroštva. Nekateri trdijo celo, da iz prejšnjih življenj, ki jih morda ne razumemo, razumsko ne vemo, ampak jih občutimo. Poiščimo pot na način, ki je do nas ljubeč, razumevajoč in nas sprejema take, kot smo, in z nami dela, kot bi delal s 3 leta starim otrokom, ker preprosto še ne zna. In če na sebe pogledamo na tak način, da nečesa še ne znamo,
Ampak se lahko tega naučimo, se pravi, lahko še vedno zrastemo, lahko še vedno zorimo, se razvijamo. Če pogledamo na vse v svetu na tak način, kaj ni lažje najti pot naprej tja, kamor si želimo priti, kot če smo nekje tu v nekih obsodbah in jezi in bom rekla, napadalni energiji. Kajti, če se ozremo okoli nas, občutek, ki ga imamo v javnosti, je, da smo ali beli ali črni, ali na levi ali na desni, ali na enem ali na drugem bregu, ali je ja ali je ne. Pomembno je, da najdemo to srednjo pot, kjer velja tako ja kot ne, kot leva, kot desna, kot zeleno, kot vijolično, kot belo, kot črno. Kajti življenje pravzaprav je nešteto odtenkov, ne samo sivine, ampak vseh barv. In tako tudi vi. In tako vse. Barve se prelivajo, se spreminjajo, tako kot letni časi, tudi mi. Torej, dajmo najprej sprejeti tiste dele sebe, na katere nismo ponosni in se dajmo odločiti, da se bomo do njih obnašali kot do 3 leta starega otroka, ki preprosto še ne zna bolje, kar pomeni, da bomo našli način, da se bomo naučili. Tako kot tudi v osnovni šoli in srednji šoli poiščemo inštrukcije, dodatno gradivo in tako naprej, lahko tudi kasneje v življenju najdemo terapevta, najdemo nekoga, ki je strokovnjak na področju tega, kar nam primanjkuje. In naj bo to neka zaveza za tale letošnji december na koncu tega tako zelo intenzivnega leta, da bomo našli vse tisto, kar je še narobe, in uporabili tole energijo tega nihajočega leta, ki razkriva, kaj vse je narobe v svetu, zato da bomo sebe pozdravili in tako bili večji doprinos svetu okoli nas. Dragi moji, hvala lepa za vašo družbo. Jaz vam želim en resnično fantastičen in lep december. Naj se vam uresničijo vse tiste sanje, za katere ste morda se letos odločili, da se vam ne bodo uresničile. Jaz držim pesti za vas. Kot vedno vabljeni v mojo družbo tudi naslednji ponedeljek. In še enkrat vas spomnim, vaše vprašanje, vaše predloge, za vse to, kar vas zanima v letu 2022, pa kot vedno ls@lili-sorom.com je mail, na katere to pošljete. Se vidimo drug teden. Pa, pa!